Treba se zavedati, da smo ljudje, ki smo udomačili živali oziroma zaslužili živali, lepše smo rekli temu udomačili, smo jim v bistvu odvzeli evolucijsko svobodo, ne? Tega se je treba zavedati. Zdaj, krona stvarstva je tako, ne? Zgodovino vedno piše zmagovalec, ne? Zdaj, če bi bili tukaj levi namesto nas štirih, ne, bi bili levi krona stvarstva. Dejstvo je, da v naravi smo mi popolnoma neopremljeni, da bi lahko preživeli v neki divjini, ne, brez vseh pripomočkov, se pravi, nimamo ničesar na našem telesu, ni razen potem možganov, ki so se razvili, da bi mi dejansko lahko preživeli v tisti džungli. Ampak je šlo, mislim, lahko bi bila neka druga žival, bi pač evolucijsko prišla do te stopnje, kakor mi. Zakaj sem rekla ideologija? Zato, ker ideologija je nek nevidni sistem prepričanj in ljudje večinoma v družbi danes živijo po ideologiji, da ima močnejši prav in pravico, ne? Sploh, ko se je še darvinizem pojavil in tako naprej, je življenje se hrani z življenjem, močnejši bo vedno preživel. In to so ljudje vzeli zdravo za gotovo. In to se danes vidi tudi v odnosu do sočloveka, neoliberalizem, kapitalizem in tako naprej. In dejansko funkcioniramo v družbi isto, v drugmu vidimo v bistvu samo tekmeca in nekoga, ki ga je treba podrediti enako kot živali. Ko smo začeli udomačevati živali, smo s tem, ko smo jim vzeli evolucijsko svobodo, so jih skopili, manipulirali, omenili ste genetsko tudi in tako naprej, isto prakso prenašamo v odnose med ljudmi. Popolnoma isto prakso prenašamo. Isto se je dogajalo, da so recimo ljudstva, ki so jih med vojno podredili, so enako počenjali, skopili moške, pobili moške, posiljevali ženske, ozasužnili žigi in tako naprej. Se pravi, tista kruta praksa nad živalmi se je prenesla v prakso nad ljudmi. In odkje je v bistvu prišla ideja za holokaust oziroma za to organizirano masovno klanje, pobijanje ljudi s transporti železniškimi. To se mi zdi zelo pomembno povedati. To Charles Patterson piše v svoji knjigi Večna Treblinka. On dela to vzporednico kot zgodovinar, naš odnos do živali in odnos do ljudi. Pravzaprav problem je nastal, ko se je klanje industrializiralo. Ko so tirnice potegnili po Ameriki, je ta klanje živali postalo hiperprodukcija. In v bistvu to hiperprodukcijo je prvi zaznal potem Henry Ford v svojem izdelovanju avtomobilov, je prenesel ta tekoči trak v svojo industrijo. Ve se pa, da je Henry Ford zelo močno podpiral tudi, bil je antisemit, ne? In je podpiral Hitlerja, se je jasno, da so Američani podpirali Hitlerja in so ta sistem, kaj so delali z živalmi, prenesli v Evropo. Postavili so tirnice, postavili so vagone na te tirnice, ve se, kako hangarji so izgledali med drugo svetovno. Identično hangarji danes izgledajo za živali. Tako da, ja, to je ideologija. Ko se začneš s človekom pogovarjati, zakaj ne živalski izdelki, zelo je pomembno povedati, da ni samo meso, da je bistveno večje trpljenje v industriji, v mlečni industriji in jajčni industriji. 99% trpljenja živali je v industriji, kjer se živali predeluje za hrano. 1% obsegajo laboratoriji, lov in tako naprej, krznena industrija in te živali, ki jih v zavetiščih pobijajo. Mimogrede tudi v Sloveniji je uzakonjeno, da lahko 31 dan ubiješ v zavetišču zdravo žival, če ne najdeš novega skrbnika. 99%. Namreč krave bistveno dlje doživljajo ta teror, zato ker so vsako leto posiljene, ker to, da ti kravo umetno osemeniš, ni nič drugega kot posilstvo. Tudi Peter Singer je pisal v svoji knjigi Animal Liberation, takrat se je tudi začelo potem gibanje Animal Liberation Front po njegovi knjigi, je opisoval primer, ko so dejansko posilili opico, pač tako, kot danes kravo posilijo, in kaj se zgodi, ta opica je dejansko tega otroka ubila, ko ga je rodila. In delali so še en kup enih zelo perverznih poskusov. Zelo veliko psihiatri tudi, recimo. In te kravi vsako leto odvzamejo telička. Krava mora imeti otroka, da ima lahko mleko. In zdaj si predstavljate to njeno trpljenje, vsako leto posiljena, vsako leto je ugrabljen otrok. Vsak kmet vam bo povedal, da krava tega otroka še zelo dolgo časa išče.
v kokoši pa sploh ne bi šla, tam je pa masovno klanje teh ubogih kokoši, plus tega, da če se izleže samček, gre takoj isti trenutek v poli salamo, v predelavo, sploh nima možnosti. In to je ta ideologija, ki jo mi nismo ozavestili. Zadnjič sem jaz rekla na nekom predavanju, da je veganstvo ideologija. Ja, je ideologija, oziroma bolj rečeno, to je gibanje, je družbeno gibanje. Namreč ljudje velikokrat rečejo, potem se sklicujejo na tradicijo, pa na nekega fiktivnega pračloveka in tako naprej. Mene ne zanima, kaj je delal pračlovek. Problem je v tem, da kar naprej hočemo iskati odgovore in odgovornost od drugih. In isto se meni zdi, da je z religijami. Un mi je tako rekel, tako mi narekujejo drugi. Zakaj se mi, kot razmišljujoči človek, se jaz ne morem vprašati, kaj je za mene samoumevno, oziroma kaj je za mene normalno, naravno in nujno. Prehranjevanje z živalskimi beljakovinami je danes za večino človeške populacije izbira in ne življenjsko pomembno. To je zelo pomembno poudariti. Poleg tega ideologija, vsaka ideologija se bo vedno branila s 3 N-ji, sploh karnistična ideologija, to je Melanie Joy zelo lepo besedo najdla za ta sistem prepričan, da se je prehranjevanje z živalskimi beljakovinami, da je potrebno. In to so 3 N-ji, da je nujno, da je normalno in da je naravno. In kar naprej se vsi tudi mi sklicujemo na neko naravnost. V resnici pa noben blage veze nima, kaj je naravno, ker v bistvu je vse naravno, ker vse je prišlo iz narave, vse ni prišlo iz ne vem kje. Vse je lahko naravno, pa hkrati lahko nič ni naravno, skozi neko sklicevanje. In to je treba prepoznati, treba se vprašati o samoumevnih stvarih, treba se vprašati, zakaj je nekaj, kar dela sosed za mene tudi nekaj, kar jaz sprejmem. A to jaz dejansko tako mislim, a dejansko tako želim živeti. Se pravi, prenehati iskati odgovornost v drugih. Sam za sebe si odgovoren in za svoje odločitve. Ne zato, ker ti je Sveto pismo tako reklo, ne zato, ker ti je Buda tako rekel, ne zato, ker je Pahor tako rekel, ampak zato, ker jaz sem se tako odločil in za temi odločitvami stojiš. Zakaj sem rekla, da je človeka lahko ubiti v primernih okoliščinah? Zato, ker so ti odvzeli odgovornost. Saj je bil Hermann Hesse je bil, ko ga je ta filozofinja Hannah Arendt. Ja, ko ga je intervjujala takrat in ker se je zdel, tako kot se meni zdi noro, da dejansko greš lahko nekoga kar ubita, In v bistvu je ona tam noter, kaj je ugotovila, ko ga je intervjujala? Ja, zato, ker so mi oni rekli. Zato, ker mi je avtoriteta rekla. In tudi danes se isto dogaja. Ljudje se bojimo avtoritet. Če je zdravnik to rekel, pa bo to kar veljalo. Se pravi, zdravnik reče, B12 je problem in tako naprej, vsi bojo verjeli. Bo policaj nekaj rekel, bomo vsi po defaultu verjeli. Bo prišel oficir, bo rekel strelji, on mi je rekel, ok, on je odgovoren, ne jaz. In tukaj se mi zdi ključni problem te naše civilizacije. Odgovornost, kar naprej jo prelagamo na druge in potem sami nismo nič krivi, delali smo tako, kot so drugi rekli.